Kot mlada plezalka si najbrž neštetokrat padla z enega in istega oprimka. Kje si našla voljo, da si ga na koncu vseeno premagala? Ja, jaz v bistvu sem začela plezati prvo po drevesih, pa se spomnim, da se mi je najvišja veja na drevesu se mi je zlomila. In sem padla 4 metre na tla, na srečo mi ni bilo nič, ampak sem takrat v bistvu začutila, da je nekaj to, da je to, da bo to moj šport v bistvu. Si se kdaj srečala s steno, ob kateri si pomislila, da ni niti najmanjše možnosti, da jo premagaš? Večkrat, vsak dan na treningu. V bistvu moraš iti čez sebe na treningu, ko veš, da se ti bo v bistvu ta trening, da se ti bo poplačal enkrat v prihodnosti. Skoraj vsak dan te koža peče, vse te boli, pa misliš, da danes se pa ne boš mogel premikati po steni, pa pol kar nekaj gre, ker res veš, da se ti bo to enkrat poplačalo naprej. Tako da res moraš iti časih čez sebe, je težko, ampak imaš zato tudi ljudi okoli sebe, ki ti bojo vedno pomagali, pa pol nekaj gre. Zaradi česa ti zmaguješ? Zaradi svoje glave, jeklene volje ali zaradi telesa, ki je absolutno izvenserijsko? Vsega mora biti tam, ko je treba. Glavo je treba imeti na pravem mestu, sploh moraš imeti pa jekleno voljo in motivacijo za tekmo, pa seveda fizično moraš biti top pripravljen, tako da jaz bi rekla vsega. Janja, vedno, ko te poznam, odkar te poznam, si nasmejana, vesela punca. Kaj je tisti delček v življenju, ki ti to daje? Jaz bom rekla, da je vse v perspektivi v življenju. Ko si boš naredil, ko boš hotel imeti, pa bo. In za mene je to v bistvu plezanje. In ker v plezanju je res lahko sebe pokažem v tisti svoji luči, v kateri me vsi poznate. Tako da v bistvu se ukvarjati s športom je nekaj najboljšega, za mene plezanje. Tako da tam sem lahko res jaz.